Radio SI Main Stage. Klara Vetršek, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Zasedba Roommates, slišali smo predstavitev cimri iz Celovca ali iz Klagenfurta? Ko smo tam, rečemo Celovc, ko smo v Sloveniji, rečemo Klagenfurt. Ja, no, da se kamen ne bo razpočil, no. Slučajno. Helena nam je povedala, kaj in kako, če povzameš, če pogledaš, je tako nekako vaša zgodba? Ja, naša zgodba je točno tako, kot je povedala. Spoznali smo se torej v Celovcu, na študiju džeza, glasbe, delili stanovanje, delimo si ga še vedno. Ja, vsi imamo radi džez, pop, zanima nas tudi seveda avtorska glasba in definitivno je bil ta razpis lansko leto nek pobudnik za to, da smo se še bolj intenzivno spravili skupaj in v bistvu začeli se tudi ukvarjati z snemanjem, ker je pač enostavno bila korona in smo bili soočeni s tem, da spoznamo še to plat glasbe. No in koliko vas je zdaj na vlaku? Danes nas je 8, sicer pa smo trenutno recimo da 4, ki smo res cimri, ampak v bistvu čisto vsak se na neki točki znajde v tem stanovanju in si delimo marsikaj. No, se najprej sem, Helena, pomislil, ko je rekla Klara 8, pa cimri, mislim, imajo pograda ali jih nimajo, ne? Pol je rekla, da so v osnovi 4, pa da se vrata odpirajo in zapirajo. Ja, eno tako kulturno stičišče mi to deluje, ne? V tem čudovitem kraju. Verjetno jo bomo potem vprašali, katere so tiste njihove najljubše kulturne točke, ne? Kajti vedno je lepo pogledati to čudovito mesto. Ustvarjanje v teh COVID časih, ki so se seveda zdaj že malce sprostili, malce spremenili, kako je bilo snemati? Ne? Najbolj ste tudi kaj nadaljavo posneli ali kako? Ja, pravzaprav smo vse nadaljavo posneli. In si pač seveda pošiljali med sabo, ker pač je bil prvi lockdown v času, ko je bil ta razpis, je bil najbolj intenziven, resen. Potem kasneje, pa smo malo lažje se tudi dobili, pa kaj tudi skupaj posneli. Ja, drugače pa mogoče ena zanimiva stvar, da smo v bistvu te 4 cimri polet hodili tudi pač na ulico igrati, tako da smo se tam nekako še malo dodatno zabavali. Tako da ste bili roommates out of the house. Nič čas, da prisluhnemo prvemu komadu in pol malce pokomentiramo. Gregory Porter, French African Queen. Ja, tako je. To je pa plata, ki jo imam v avtu. Dobila sem jo za rojstni dan od brata in nasplošno Gregory Porter je en mojih ljubših pevcev in zelo mi je žal, da letos zaradi teh COVID stvari njegov koncert v Ljubljani pač ni bil oziroma ne bo izpeljan. Tako da upam, da ga bom lahko še kdaj slišala v živo. Zdaj zaenkrat pa pač smo takole, a ne? Čisto v redu, no? Prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, 8:42 minut, Klara Vetršek, lepo zdrav še enkrat. Pozdravljeni. Zasedba Roommates, torej nekako smo slišali, zgodba se je začela kot cimri, glasba vas povezuje, študij vas povezuje, Gregory Porter vas očitno povezuje. Če pomislimo na neke cimre, se nehote tudi sploh zdaj, ko nam jih mediji ponovno servirajo, pomislimo na serijo prijatelji, ki se ponovno združujejo, ne? Ja, ja. Ne vem, imate Ross, Rachel, Moniko, Chandlerja, Joya in Rossa tudi pri vas? Jaz bi rekla, da verjetno imamo. Čeprav v bistvu nismo tako na Frence, trenutno, mogoče bolj na kako drugo serijo. Recimo The Big Bang Theory ali pa kaj takega, ne? Jaz ne, zdaj napačnega sprašujete, zato ker jaz v bistvu mogoče najmanj serije zraven gledam, se pa definitivno včasih zgodi, kakšen maraton v stanovanju. Si predstavljaš, Helena, maraton serij,
z glasbenim inštrumentom, recimo takim pravim starinskim kontrabasom, ne? In vmes, ko so reklame, nič, dajmo eno lestvico zaigrati. Ja, takšni mladci, kot so oni, bi precej verjetno zelo velikokrat pripravili kakšno presenečenje. Ne? Kajti študenti glasbe, mislim, da skrivajo marsikaj v svojem rokavu. Ja, in vse Se tam, motim? Jaz upam, da ne. vse se začne in konča v D-duru, ne? Zakaj v D-duru? Zato, ker ko ga zaigramo, vemo, da je to D-dur. Imam en posnetek, zanimiv posnetek, ki je nastal nekako pred enim letom, ko sta se z Urško postavili pred mikrofon, oziroma Urška je vzela v roke tudi kitaro in sta nekako o samem natečaju povedali tole. Ja, dosti je bilo časa med karanteno, pa zdela se nam je fajn priložnost. No. Super, ekipa je ful prijazna in ful so pozitivno naravnani. Tudi oprema je res odlična, tako da ful dober. No, se spomniš tega? Ja, se spomnim tega. Spomnim se svojega poslušanja tega na radiju, kako so se smejale. Lepo je bilo, no. Bilo je približno 1 leto nazaj, ko smo tu snemali in je bilo zelo dobra izkušnja, super. No in zdaj si tudi stala že na odru, zgoraj krajši testi. Že bil, kakšen je občutek zgoraj na odprtem? Jaz sem ful vesela, da je danes lepo vreme, tako da je super občutek. Glede na to, da smo imeli skoraj zimo par dni nazaj, mislim, da bo super danes, ker je čudovito vreme in to smo rabili. Znotraj natečaja ste pri nas posneli 2 skladbi. Prisluhnimo, kaj ste takrat povedali v njih. V bistvu danes imamo 2 komada, en je v slovenščini in en je v angleščini. Tako da tisto v slovenščini govori o času v karanteni in kako smo ga preživljali in nosi tudi naslov, ko se ulice stemnijo, kar nekako pomeni, ko smo se zaprli v svoje stanovanje. Ja, angleški pa govori o eni taki emancipirani punci. No, to emancipirano punco Blue Dahlijo zdaj že dobro leto spoznavamo tudi na frekvencah Radia ISI in se je prav dobro prijela. Ko je nastala, kakšen je bil občutek? Ste vedeli, da bo šlo v pravo smer? Zdaj, glede Blue Dahlije, mogoče bolj, da še kaj več vprašate Urško, zato ker je v bistvu ona avtorica tega komada, ampak ko ga je ona meni poslala, se mi je takoj zdelo, da bi to lahko bilo to. Zato, ker je, mislim, nasplošno meni je všeč vse, kar Urška naredi. Zelo talentirana je za pisanje besedil in glasbe in pač nismo sicer takrat glih pričakovali, ne, da bo takšen odziv, niti da se v to ljudi prijavili, niti tako naprej, ampak smo bili pač kakorkoli zelo veseli, da smo sploh se lotili tega in naredili. No. Kaj praviš, Helena? Ta komad smo zdaj velikokrat slišali, ne? Koncert se obeta, Klara je zelo tako skrivnostna, ne? Tako veliko neko spoštovanje še vedno izžareva do vetra, kar je v redu. Zelo, zelo skrivnostna. Predvsem njen nasmešek, ki je tako simpatičen, ko se sliši samo sebe 1 leto nazaj in prav zanima me, kakšni filmi se ji vrtijo v glavi. Ampak to je dobro, veš, imaš tisto spoštovanje do poslušalcev, ko morda kasneje kakšna zvezda tudi samooklicana pride v eter in se počuti čisto drugače in tudi poslušalci to zaznajo. Tako da jaz mislim, da če boste Roommates to peljali naprej, boste lahko nekaj edinstvenega na tej sceni. Ostali glasbeni premor si privoščiva, potem pa se še enkrat slišiva oziroma oglasiva, preden se odpraviš na oder. Anja Hrastušek, Tja bi šla, tudi nekako vaša cimra? Ja, tudi nekako naša cimra. Tudi Anja je seveda preživela kar nekaj časa v Celovcu in v tem stanovanju. In danes pač je z nami kot back vokalistka, tako da smo se odločili pri izbiri komadov, ne, ki jih bomo danes slišali po radiju, da se na nek način zahvalimo ali pa pokažemo neko spoštovanje tudi do naših backic, ki sta obe tudi pač v drugih zasedbah in kot solistki odlično delujeta. In Tja bi šla od Anje Hrastušek, ki je komad, ki ga je pred kratkim v bistvu izdala. Radio SI Main Stage.
Ja, zasedba Roommates od 10:15 naprej, Facebook Live in na strehi RTV centra v Mariboru. Klara Vitršek je še zmeraj z nami. Tudi Anja je bila v tej sobi, ne? Zdaj pa me zanima, Helena, fotke pa nismo videli od te sobe, ne? Zdaj bo pa mogla Klara povedati, kaj je v tej sobi. Ta soba ratuje en tak majhen misterij, ne? Kako je velika, ne? Kako je velika? Približno. Konarnija. Ja, to pa je domišljija, ne? Torej imajo veliko zaves. Ja, sky is the limit, ali kako temu rečemo, ne? Ja, Verjetno, točno tako je. Ampak kdo pa dejansko koordinira postavitev, mogoče kakšne novitete, tam blizu je tudi tisti iz Švedske, skočite kdaj kaj tja, ali na kak način večini punce koordinirajo in velevajo, kaj bo kje in v kakšni barvi? Ja, trudimo se, tudi gremo kdaj do tistega, do Švedov, kaj iskati. Zdaj po novem tudi imamo rožice. Aha. Ali ste bolj na Rius? Tu definitivno smo, ja. Pa tako ne, vsak nekaj prinese, vsak malo pomaga, vsak kaj skuha. Veseli smo, če se prinesejo kakšne domače dobrote. Pač probamo si narediti čim bolj domače. No, kdo pa je najbolj čist? Ja, zdaj bi rada rekla jaz, ampak nočem delati krivice ostalim. Kaj pa, fantje ali punce? Punce. Borut boš oporekal? Glede čistoče nikoli ne oporekam. Ja, čeprav ne vem, če je to stvar spola, čisto iskreno. Evo, tako. Res je, ne? Ja. Kar prineseš od doma, to nekako zaseješ v tej sobi. Mene zanima še za konec, preden te pošljemo, da greš naprej malce povaditi. Kako je s poslušanjem glasbe v tej sobi? Jo sploh poslušate vsak zase na slušalkah ali kako? Joj, hvala za vprašanje. Kakor kdaj, na vse načine. In se dogaja, da jo poslušamo na zvočnike, na še večje zvočnike, tudi na slušalke, vsak za sebe skupaj. In seveda, da jo pač včasih tudi izvajamo, a ne? Dobro. Klara, hvala lepa. V naslednjem sklopu se nam pridruži Urška. Uspešen koncert želim. No? Najlepša hvala. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage ob 10:15 uživo iz strehe regionalnega RTV centra v Mariboru, Facebook Live koncert. Klara je povedala svoje, zdaj je tukaj Urška. Zdravo. Ja, no, ti skrbiš za kitaro in vokal, za kitaro, si šefica v bendu, kaj počneš? Pravzaprav sem za kitaro, skrbim pa komade delam. Singer, songwriter oziroma songwriter. Gitarist, songwriter, ja, čudna kombinacija. Klara nam je povedala, da se je nekako vse skupaj začelo v karanteni, morda tudi zaradi karantene. Kakšen je tvoj pogled na začetek zasedbe Roommates? Že samo ime nekako izdaja neko sobo. Ja, mislim, mi smo cimri, dejansko večina nas je bila na neki točki življenja, smo v enem stanovanju v Celovcu, kjer študiramo. Tako da zato se tako imenujemo. Začel se pa je projekt v resnici, mislim, malo na pobudo tega natečaja, ne, ker take stvari so vedno ful dobra motivacija, da narediš nekaj, ne, ker imaš jasen cilj. Seveda. In tudi nagrada, ne, recimo končna nagrada tega lanskega natečaja je današnji nastop na strehi. Kakšen je bil občutek zdaj ob tonski vaji? Super, ful je lep ambient gori, mislim, ful lep razgled pa sonce. Pa niti vetra danes nimate toliko, ne? Ja. Kar je tudi v redu. Eno vprašanje imam, prejle sva s Heleno vprašala Klaro, če približno ve, kako velika je ta soba, oziroma to stanovanje, pa ni znala povedati, ne? Ker bojda včasih ste 4, včasih vas je 8. Približno, kako veliko je to stanovanje, no? Ali soba? Najemodajalci pravijo, da za 3 ljudi, ne? Ampak ni, precej veliko je, ker ima več sob. Več sob? Ja, mislim, tako prek celega nadstropja je stanovanje pravzaprav, pa se mi malo razporedimo, sem pa tja, pa nekje snemamo, nekje vadimo. Snemanje in vaja, ko si zdaj omenila,
Enega izmed naših glasbenih opremljevalcev smo povprašali, ki je seveda sodeloval tudi pri izboru lanskih zmagovalcev, kjer ste bili vi eni izmed zmagovalcev, da nam je povedal nekaj o zasedbi Roommates. Pri Roommates mi je všeč, da zvenijo preprosto, ampak se kljub temu v ozadju odvija neka bolj kompleksna glasbena podlaga, ki pa naredi band na nek način bolj resen, po drugi strani pa se z lahkoto približa bolj in tudi manj zahtevnemu poslušalstvu. V živo še nisem slišal, ampak se mi zdi, da ta band verjetno dobro zveni oziroma bo dobro zvenel, čim ko se koncerti vrnejo v pravem formatu. Jaz mislim, da je to kompliment, ne? Ja, meni se tudi zdi. Jaz sem načeloma mnenja, kar se tiče komadov, enkrat sem čula to nekje in ful zabelivala, da če hočeš, da je komad dober, ga lahko odigraš sam s kitaro pa vokalom zraven taborniškega ognja in če tak v tistem trenutku dobro zveni, je pol tudi, ko ga nadgradiš aranžmajsko, bo good, ne? Da ne zakompliciraš stvari že v samem štartu. Tako da meni se zdi, da je kar trofu, no? Pač, da je neka simpel zasnova, ki jo potem pač mi dogradimo z nekim znanjem, ki smo ga na faksu dobili pa na odrih pa to. No, prejle smo se tudi s Klaro pogovarjali, 2 komada ste pri nas posneli. Vprašali smo jo za Blue Dahlia, rekla je, pravi naslov za Blue Dahlia bo Urška. Ja. Zakaj je Urška pravi naslov za Blue Dahlia? Ker sem jo jaz napisala. To je jasno, ja, ampak... Ja. Ampak ima Urška doma Dalje, odkot inspiracija in to za modro? Mislim, tudi naslov je čist random. Pravzaprav enkrat to je bilo ful let nazaj, sem dobila to idejo, ko sem se vozila na biciklu, da bi to lahko bilo ful groovy. In pol je nikoli nisem dokončala in pol sem jo glih končala zaradi tega razpisa, ker je Klara takrat poklicala in rekla, rajmo nek angleški pop komad in sem pa jaz tak, ok, jaz imam eno idejo izpred let. Tako da je se pol to tako zgodilo. No, ker videospot, ne, jaz sem si pogledal videospot, Helena, pa ni tako Ja. simpel, ne, kot je rekla Urška, čez pa komad, ne, pa ni, ne, so neke sugestije, pa Ni neka, tako na prvo žogo, gospodična tu pa tam, pa malce zamegljeno, ne. Ja, mal je women empowerment song, ne? Sporočilo. Ja. Jaz se rada obračam v tej smeri. Dobro, ampak omenila si, da je Klara poklicala in rekla, potrebujemo angleški komad. Roommates se sicer vokalno oziroma jezikovno bi se obrnili bolj k slovenščini ali se ne bi jezikovno omejevali? Ja, zdaj se obračamo bolj k slovenščini, ker kar se je zgodilo potem, pač, ko smo ta razpis končali in dobili, je, da sva za Klaro začela igrati projekt Popevke in pravljice, kjer sva uporabljali v resnici te slovenske komade, ki jih bomo danes tudi igrali. Igrali smo jih v duetu, ker je pač to lažje bilo lani zaradi korone, ker je bilo skoraj nemogoče dobiti gig za band. Tako da momentalno imamo več slovenskih komadov. Jaz jih načeloma več pišem v angleščini, ker mi je v slovenščini težje nekako. Pač jezik mi je težje prepletati pri besedilih, tako da zveni ful spevno. Pa ful sem pikolovska glede tega, tako da potem rabim nek cajt, da naredim do konca. No. Pri angleščini pa mi ni več tako težko. Je pa čist na easy. Ja. Dobro, Liane La Havas, Bittersweet. Odkot, zakaj? Ja, jaz sem ful fanica Liane La Havas. No. Mislim, da smo vsi zgori. Prvo kot prvo zato, ker je genialna songwriterka, pa ker ima ful inovativne spremljave na kitaro. Z Mašo But, ki je danes na back vokalu, smo par let nazaj imeli celo projekt, kjer smo igrali samo njene komade, tako da takrat sem se naučila res čisto vse njene komade in potem je to tudi posledično ful vplivalo na to, kako danes bomo izvajali nekatere komade avtorske. Mislim, vplivalo je predvsem na mojo spremljavo, no, ker sem od tam dosti pobrala. Pa tak. No, prisluhnimo in se prepričamo. Radio SI Main Stage. Tako, Main Stage, zasedba Roommates ob 10:15. Ne pozabite se priklopiti na Facebook stran Radia SI, koncert v živo in seveda tudi na naših valovih. Urška še zmeraj z nami. Poslušali smo že marsikaj. Zdaj pa imamo s Heleno zate enih par vprašanj. Da ne bom jaz
kakšne lažne vere širil, ti bo kar Helena povedala, zakaj. Tako, pripravljenih je 10 oziroma 12 vprašanj, odvisno, kako boš hitra. Potrebno je ne preveč razmišljati. Aha, okay. Moraš biti natančna, eksplicitna in, če se da, malce provokativna. Okay. To pa mislim, da ne bo težko, to slednje. Ne? Poznaš vse rojstne dneve članov benda? Ne, Njihova nebesna znamenja? ne, Kdo je največji zaspanec v vaši skupini? ja, Kdo? Maša But, Kdo največji romantik? Janez Krevel, Kdo v skupini govori najbolje avstrijsko in zakaj? Janez Krevel, ker se je edini naučil. 3 punkti celovca, ki bi jih predlagali našim poslušalcem ob naslednjem obisku. Kamerlicht, Tabernakel, pa Pirker. Mogoče kakšna anekdota iz teh punktov? Ja, Tabernakel je bar prek našega stanovanja, tako da tja gremo pač pit, ko se ti res ne da hoditi. Kakšen odnos imate člani benda do družbenih omrežij? Po mojem smo vsi tako kar smotani, no. Jaz se zadnje cajte ful trudim, ker se mi zdi, da je to pač the new reality, ne. Ampak drugače pa nismo, kako bi temu rekel, se rodili z tem. Afiniteto? Ja. Kdaj ste se člani benda na zadnje najbolj nasmejali? Po mojem v ponedeljek, ko smo imeli z Mašo But rojsten dan in smo plesali na robu smo sveta od Sebastijana. Tole je bilo pa iskreno. To je bilo pa zelo, Tako da veste, zelo da smo iskreno. kmetje. To je bilo pa zelo iskreno. Ste umetniki, glasbeniki, je kdo od vas športnik? Ja, Žan, Janez in jaz po novem hodimo na MMA, Podmeljski most, To pomeni kaj? Mixed Martial Arts. In še eno vprašanje. Kaj je skupini dalo sodelovanje z Radiem SI? Samo malo kak? Kaj je vaši skupini, vašemu projektu, Ja. dalo sodelovanje z Radiem SI? Ja, kaj Se smo pravi, pridobili tako, od tega? tako, Ja, tako. okay. Ja, prvo kot prvo to, da smo lahko posneli to, pa ne bankrotirali zraven. Pa da smo sploh začeli delati nekaj, ne? Mislim, ker če ne bi bilo tega natečaja, realno po mojem ne bi tega bilo zdaj sploh, ker je res bilo narejeno izključno za ta natečaj. Se pravi, tudi super popotnica za vse tiste sedaj. Borut, pred dnevi smo zaključili. Spet ogromno prijav in prav veselim se, kaj bo glasbeno uredništvo dalo v svojo tabelo in katere zmagovalce, ker verjetno jih bo spet več, ne? Ja, preko 70 skladb je prispelo, mi je pa tudi ptičica Klara prišepnila, da se je tudi zasedba Rumejc nekako nikje okoli kaj prijavila. Ampak Sam ne zasedba Rumejc. Kaj več o tem bomo povedali seveda prihodnji teden, ko bomo razglasili zmagovalce. Jaz mislim, Helena, da je bilo... Jaz sem že malce, ker imam občutek, da bo en to tak luškan nine after work party, kmalu po 10 uri. Jaz si grem še eno pijačo iskati, pa lahko začnemo. Urška, jaz imam pa še eno vprašanje. Kaj storiti, ne, ko se koncert konča, pa bi ti še igrala, pa bi bend rad še igral, pa se luči prižgajo? Ko se koncert konča? Ja, ko koncerta konec, ne, ampak vse, če si glasbenik, ne, Aha, ne nujno rad gledaš na uro. folk ne ploska za bista, je taka situacija. Ja, imamo lahko obe situaciji, ne, ko folk hoče še ali pa noče, pa ti hočeš, ne vem. Aha. Kaj narediti? Ja, pol si mogoče tako umetno ustvariš bis, pa mogoče kdo kaj zaploska, pa si tako, okej, se bom še, ni panike. Ampak ponavadi pa itak ploskajo, pa pol zaigraš še neki. Včasih si pa tako zmatran, da upaš, da ne bojo ploskali. Kaj pa sama improvizacija, tudi Klaro smo tole vprašali, umetno podaljševanje komadov ali pač takšna struktura, kot je, pa do naslednjega, kje ste bolj zasedba Rumejc, bolj na impro ali bolj na strukturiran? Ja, po mojem, ko bomo začeli več delati, ko se bo bolj odprlo, pa bojo večje zasedbe tudi imele zdaj spet priložnost nastopati, ker zdaj je stanje zelo slabo, kar se tega tiče,
ker imajo povprečno je vse posod 100 evrov budžeta. Ampak pol bomo verjetno tudi nekaj naredili iz tega, samo pač zato mora band imeti dost vaj, pa neke pač komunikacije na vajah, pa to, ampak drugače pa tako sem pač prej rekla, se meni zdi, da moraš predvsem razmisliti, pač kar komad rabi. Pač če komad rabi ful neke improvizacije, pač narediš to, če pa je ne rabi, pa ne siliš v to. Treba je torej pasti v trenutek, ker gre vendarle za ustvarjalni proces. Ja. Dobro, hvala lepa za obisk. Koncert ob 10:15 se prične. Želim, da ti strune ostanejo kot morajo biti in da uspe. Hvala. Radio SI Main Stage.